prvih letih vrtnarjenja sva delala napako, ker smo vrt zalivala z vodo, tisto direktno iz vodovodnega sistema. Obstaja pa veliko boljši način in danes v tem videu bi vam rad pokazal, kako bomo letos zalivala najin vrt. O vodi treba razmišljati, ko jo imamo v izobilju in ne pol, ko je že enkrat suša. In aprilski deževni dnevi so zelo premočili tla in zdaj treba to vodo v tleh zadržati. Za zastirko v začetku meseca maja dejansko to vodo zelo lepo držimo v tleh, ker pa iz suhih tal bi zelo hitro izhlapela spet v ozračje. In poletna zastirka okoli vseh višjih rastlin je najboljši način, da vodo zadržimo v samih tleh. Ko pride suša, je pa pač treba tudi zalivati. In tista prva leta smo mi zalivala z vodo iz vodovoda, kar je bilo zelo narobe. Prvo kot prvo, tista voda je zelo hladna, a kar je najhuje, je pa to, da je tisti vodi dodan klor. Klor je vodi dodan čisto zaradi tega, da ubije mikroorganizme. In tudi, ko s tisto vodo zalijemo, v tleh ubije mikroorganizme in poruši to naravno živost v tleh. Veliko bolje je seveda zalivati z deževnico. Midva še ne zbirava deževnice, nimamo še tega vzpostavljenega, a sva se znašla na svoj poseben način. Vodo iz vodovoda najprej napolnim tale velik čeber, nekje skoraj do vrha, in že po nekaj urah dejansko ves klor iz te vode izhlapi. Ker je zdaj to nevtralna voda in smo dejansko osnovni problem že rešili, lahko tudi dodamo koristne mikroorganizme, da jo živimo, in tako živa voda je veliko boljša tudi potem za zalivanje. Tudi na soncu se kmalu segreje na nekje 25 stopinj in je veliko bolj koristna pri zalivanju kot pa s hladno vodo, ki pa predstavlja šok, ko zalivamo same rastline. Če se po nekaj dneh noter kakšne smetke pojavijo, pa to mene osebno to nič ne moti, načeloma pa se ta voda kar hitro porabi, najdlje kakšen teden dni čaka tu na mesto. Uporabljam pa tako, da se dve kanti noter zajame in se z njimi zaliva. To je najbolj enostavno, najbolj priročno, ker je tukaj čeber pozicioniran zelo blizu vseh rastlin. Lahko to stoječo vodo zopet naredimo tekočo. Zato pa rabimo potopno črpalko, ki jo priključimo na štrom, potopimo noter, priključimo še vrtno cev in voda zopet teče. S to tekočo vodo potem zalivamo z klasičnimi nastavki ali pa priključimo na kakršenkoli namakalni sistem. Voda je življenje in žal je voda v vodovodnem sistemu ubita predvsem s klorom. In upam, da ste v tem videu dobili ideje, kako jo nazaj oživiti, kako z boljšo vodo zalivati svoje vrtove. Če imate vi kakšen dober trik še za zalivanje oziroma za boljšo vodo, dajte ga zapisati spodaj v komentarje, delite ta video s svojimi vrtnarskimi prijatelji, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju.